17. maja letos je Slovenija na Brdu pri Kranju gostila srečanje voditeljev Brdo-Brioni procesa. Takih dogodkov na različnih ravneh bo v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji še več in bodo lahko imeli zaradi potovanja varnostnih kolon s policijskim spremstvom določen vpliv na nekoliko povečan promet na posameznih relacijah po državi. Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost prometa in povečali varnost udeležencev, promet na takih relacijah urejamo policisti. Pomembno je, da veste, kako ravnati, če se srečate s policijskim spremstvom. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami. Na običajni cesti se morate vozniki v obeh smerih vožnje takoj varno ustaviti, ko srečate tako vozilo. Drugi udeleženci prometa, na primer kolesarji in pešci, pa se morate takoj umakniti z vozišča ter dati prosto pot vozilu s temi znaki in seveda tudi vozilu oziroma vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morate ustaviti svoje vozilo ob robu ali zunaj vozišča, vožnjo pa smete nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oziroma ko mimo odpelje vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje enak znak z rdečo in modro svetilko. Na avtocesti pa se vozniki ob srečanju z varnostno kolono ne ustavljajte, ampak samo zmanjšajte hitrost in se varno pomaknite skrajno desno, če je na odstavni pas. Z vožnjo lahko normalno nadaljujete, ko mimo odpelje vozilo oziroma ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni. Zadnje vozilo v koloni daje znak z rdečo in modro svetilko.